Živa, evo, jaz spet v avtu. Presežem, da bi se lahko preselila sem, čist preveč sem v avtu. En pol 4 deka in tle spim. Čeprav zdaj toliko mrzlo, da bi se po moje zjutraj zbudila zmrznjena kepca. Drugače pa danes sem po koncu od 7 zjutraj. Najprej sem šla zjutraj na protibolečinsko terapijo. Zadnjič, ko sem si v Zdravju AS odstranila te nekatera znamenja, sem videla, da imajo tudi v bistvu oddelek za fizioterapijo. In sem rekla, kaj pa če bi se naročila kar na terapijo, glede na to, da sem že tam, da imajo pač vse na enem mestu, da probam tale moj vrat, ki me boli že zadnje pol leta, malo bolj resno preveriti. Enkrat sem že govorila v vlogu, da imam endormejo v jogi in 3,5 sem že zamenjala, pa mi nič ne pomaga. Pa če vedno me vrat ful boli, in mogoče je treba globi iskati vzrok. In že dobro, da sem šla, tam je en pač fizioterapeut ali diplomiran pač fizioterapeut, ko sem bila zdaj pri njemu 2-krat. In dejansko nekaj se dogaja, vse boljš počutam, kar je zame pač res ful napredek, ker sem skozi v nekem krču, skozi v neki bolečini, zaradi tega živčna, nervozna. In že po prvi terapiji sem čutila, da se pa je nekaj sprostilne, da se že lažje tako obrnem levo, desno. Tako da danes sem bila spet, danes sva izvedla eno tako terapijo z igelcami, ki ti noter pač zapič, ne vem, ni to zdaj čisto strokovni izraz, in pa se ti pač zadeve sproščajo. En vdih. Ok, vse v redu. Evo, čutim, kot je v krči, in to je local twitch, lokalni vdih, ki spustimo, ker smo na točno v pravem mestu. Super. Ok, prvi sem sprostiti. Ne, pošvila, da ko sprostila, je nož več čutila. Vse v redu? Ok, bom pustil primer, ampak to je bila točno 3 točko, Mi je pomagalo, fajn se počutam, tako da mi je fajn, da končno nekaj pomaga. Potem zdajle grem spet v mesto. Povabljena sem bila na eno otvoritev trgovince, v bistvu slovenske trgovince z lepotnimi kozmetičnimi stvarmi, in vedno ful rada podprem slovenske proizvajalce, tako da se zdajle peljem tja. Kakšen lep sončni zahod pa jaz zdajle gledam, ful lepo. V glavnem, ura je zdajle skoraj 7, danes je petek. Jaz šibam v BTC, oziroma v Zaro sem se odločila, da grem nekaj za obleč si kupiti. Presežem, da si nisem kupila za obleč že ene 2 meseca. Potem zvečer pa sem zmenjena z Neopateo. Tejči moja zlata imela rojstni dan, tako da gremo malo praznovati. Je rezervirala mizo v Asu, tako da gremo najprej na eno večerico. Tam še nisem jedla, sem pila, imajo ful dobre koktelje, jedla pa še ne. Rale mi je rekel, da je ful dober, da so že parkrat prijatelji tam jedli in da je bilo zmeri fajn, tako da se veselim. Ima Rale tudi drugačno stop v pač Ljubljani, tako da ne vemo, bomo šle pol kežurat, v kampusu, by the way, zdaj tak že mim. Tako da ne vemo, bomo šle pol ker, bomo šle pač posebej, spontano, kakor bo nanesel. Lahko grem. Tako da, ja, držite pesti, da kaj lepega dobim. Kjero hočem? Tega zelenko. Ne, ta je pa ful strašen. Tega pigija. Pigi. Ajde. Izkaži ljubezen mi. Da se deli, dober. To pa važno. Poskušaj Vilka 2. Zdaj to pando cila. Adej, kuk šipko zagrab. Kjer prevarantski avtomat. Lep pozdrav iz Koseškega barja.
Danes pa uživam na sončku z Lidijom in babico. Jaz imam čokoladnega ježka pa kavico, ona pa tortico. In živijo še v zadnjem delu tega vloga, kjer ti bom pokazala nekaj novih stvari, ki sem jih nabavila ta teden, pa mogoče med njimi tudi kaj podarim, tako da glej do konca. Evo pa mogoče začnimo kar z oblačili. Prva zadeva, ki bi ti jo rada pokazala, je tale taka dolga oblekca, ni čisto oblekca, no, se pravi med majčko, oblekco, tuniko, nekaj vmes. Ful mi je všeč barva, je taka jesenska, ta pudrasto roza, všeč mi je tale detaljček, tukaj 3 gumbki, je pa v bistvu čisto taka preprosta, ampak res gleda lepo, no. Jaz sem imela oblečeno tudi v petek, ko smo šli torej ven v Asa in je v bistvu izpadla res zelo elegantno. Zakaj? Ker sem čist dala tudi novo stvar. To pa je tale plašč v taki kameli barvi. Tazga sem si v bistvu že dolg časa želela in zdaj se mi zdi, da so trgovine dobesedno polne teh stvari, pač zaradi tega tudi, ker je jesen, ker to pa so jesenske barve, pa zdi se mi, da je letos ta še posebej moderna. Ta je bil tudi majčkeno bolj drag, 50 €, ampak vsem se mi zdi za nek tak plašč to ne drago, ne pa tudi poceni, neka normalna cena, no. Ni pa topo, je res tak plašček, bolj za eleganco, kakor da bi dajal neko toploto od sebe, tako da, ja, tega sem kupila v Zari. Še eno stvar imam novo in to je, tukaj na tleh, Focus Samal. Sem v fokusu? Mislim, da sem. To pa so teli novi škornji, tudi za mene osebno obvezna oprema vsako jesen in zimo. Kar mi je ful všeč pri teh škornčkih, je zadnji del, kjer so takile netki in res naredijo nogo ful lepo. Tako bolj suho, v bistvu bolj suha noga je tudi zato, ker so te škornji res čisto prijeti, zelo lepo padajo na kavbojke in so malenkost nad koleni, tako da res sem se zaljubila v te škornčke, bili pa so tudi kar dosti dragi, no, 60 €. Mogoče ti pokažem, evo, tole je tale kremica, ki sem jo dobila na dogodku, torej znamka Mojika, slovenska kozmetika, vonj pa je tak, svež. Jaz sem si izbrala kremico za mešan tip kože, ker v bistvu to pač je moj tip kože. Enkrat sem govorila tudi na svojem blogu, da sem dolg časa mislila, da je moj tip kože suh, pa ni bil, ne, to mi je pa povedala kozmetičarka. Tako da, če niste čisto prepričane, kakšen tip kože imate, dajte vprašati neko strokovnjakinjo, da boste potem dejansko kupovali izdelke, ki vam ustrezajo. Sledi make-up. Zdaj ful imam novih pudrov, kar vedno pride vsako leto, sploh jeseni prav, ko imaš malo barve še torej od poletja, malo si že bled, puder se ti pač ni obdržal od lanskega leta oziroma je prestrp, je to fajn menjati. By the way, če ne veste, pudri in pač kozmetika nasploh vse kvar, tako da vsako nekako jesen ali poletje, zdaj ne vem, kjer pač ta letni čas imate, jaz imam jesen, je dobro to pometati v smeti, ker se noter naberejo bakterije in malo prenoviti, a ne? In jaz imam kar nekaj novih pudrov, v bistvu 1, 2, 3, 4, 5 novih, ki ti jih bom zdaj pokazala. Prve 2 sta v bistvu novost na tržišču od znamke Max Factor, v bistvu so prenovili tole embalažo. Moje 2 sta v odtenku 75 in 79, ravno zato, ker v drogeriji nikoli ne veš, a ti odtenek ustreza, tako da jaz pudrčke zelo rada malo menjam. Jih sigurno testiram v kakšnem tutorialu, pa tam kaj več povem, a so mi všeč, a ne, ker trenutno še ne vem. Pa potem še en produkt od znamke Max Factor, v bistvu ta korektor, mi je zelo simpatičen, ker ima v bistvu tako gobico in potem, če nimaš beauty blenderja pri sebi, samo pač s tem lahko že utapkaš. Ok, potem naslednja 2 pudrčka, ki imam, sta od znamke Deborah. V bistvu gre za Extra Cover Foundation in torej korektor, 2 v enem. Je pa zelo zanimiva tale aplikatorček za nanos, malo tako nenavaden, no, ampak evo, takole zgleda, nenavaden zato, ker pač pudri so ponavadi ali na pumpico, ali pač samo zliješ ven, tam ima pa dejansko to korektor palčko, ampak v bistvu, ker je tudi korektor, je to zdaj logično. Ne vem, a sem v redu povedala, skratka se veste, kaj mislim. Ok, tale je v številki 0,1, tega pa imam v številki 0,5. Čeprav tale se mi zdi res malo pretemen, no, tako da mogoče ga podarim, ker imam pa tukaj še zadnji puder, tale pa je od znamke Bourjois Healthy Mix. Tale je v številki
52 vanilja, ta pa sem prepričana, da mi bo presvetil, tako da zakaj ne bi mi naredili ene nagradne igre. Evo, še tole stvar ti pokažem, pa gremo na nagradno igro. To pa je takle primerček, čist gleda hud, v bistvu taki oranžni barvi z bleščicami, tako da ta mislim, da pride zagotovo v naslednjem tutorialu na vrsti. Evo, zdaj pa tako, obljubila sem, da podelim ti dva puderčka, torej en za malo temnejše punce in en za malo svetlejše. Zdaj torej, če želiš sodelovati v tej nagradni igri, se naroči na moj kanal, zapiš v komentar, a pač želiš temnejši ali svetlejši puder in to je to. Bom pa vesela tudi, če mi slediš na Instagramu, ker tam skozi kaj objavljam in smo pa res skozi povezane, tudi če na YouTubeu tisti dan ni tutoriala. To je od make-upa, zdaj za nagradno igro veš. Bi ti pa rada pokazala še en paket, to pa je po moje najdražja stvar, kadarkoli sem si jo jaz prvoščila. Ne vem, če sem kdaj tako drag paket naročila, ampak kot veste, očitno sem blogerka in rabim posledično dober računalnik, zato sem pridno zbirala cekinčke na stran in si kupila en res hud laptop. Kupila sem ga v Harvey Normanu, v bistvu so bili ful prijazni, ti tudi pomagajo, svetujejo, ful sem bila zadovoljna z njihovo postrežbo, tako da vse, ko iščete en računalnik, pa se ne spoznate, kakor se pač jaz, ne, kakor mi pač rale pomaga ono vlada, ampak vse je včasih dobro slišati, če kakšno mnenje, pejte tja, ker sem bila zadovoljna. Evo, to je torej moj nakup ta teden. Če te karkoli zanima, če imaš kakršnokoli idejo, vedno lahko zapišeš spodaj v komentar. Tudi kaj naj še posnamem in mislim, da je to za danes. Ja, sem kaj spustila, ker ponavadi vedno kaj pozabim in se pol spomnim. Nisem, hura zame. To je to, lepotičke moje, gledamo se v naslednjem videu. Uživite in čau, čau!